Dovolite mi, da vas v imenu Mohove družbe v Celovcu, kot gostiteljice in soprediteljice današnje prireditve, prav prisrčno pozdravim in se vam zahvalim za vaš prihod, s katerim izkazujete zanimanje za polpreteklo zgodovino slovenskega naroda, še posebej za dogajanje v Sloveniji in na Koroškem v času med drugo svetovno vojno in po njej. Maja 1945 je zaradi komunističnih grozot in groženj zbežalo iz Slovenije na Koroško okrog 10.000 slovenskih beguncev, predvsem kmečkega prebivalstva. Istočasno se je umaknilo tudi približno 12.000 slovenskih domobrancev. Večina beguncev je prišla preko Ljubelja z namenom, da se prijavi zavezniškim oblastem in jih zaprosi za zaščito in azil. Povod za ta niz prireditev je prav gotovo današnja razstava, ki ima za vsebino beg pred komunističnim nasiljem, umik v Vetrin na Koroško in zgodbo gospe Jelike Mrak-Dolina, ki govori o begunstvu svojih staršev zaradi fašističnega nasilja na Primorskem, ter o tem, kako so Nemci v obdobju okupacije izselili njeno družino. Veseli smo, da je na pobudo Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane in gospe Marije Guškovnjak prišlo do današnje razstave. Vsebinsko potruje razstavi prav knjiga avtoric Jelke Tiškovič in Neže Strajna z naslovom Skozi čas preizkušen, politična zapornica Jelka Mrak-Dolina. Zato pozdravljam med nami avtorica dr. Jelko Tiškovič, ki nam bo danes predstavila knjigo in bo spregovorila tudi o razstavi. Dobrodošla v Celovcu. Spregovorila naj bi danes tudi priča časa, 90-letna Jelka Mrak-Dolina, žal pa zaradi nezgode danes ne mora biti z nami. Z tega mesta ji želimo hitro okrevanje. Med nami pa v zastopstvu mame pozdravljamo sina, profesora Lojzeta Dolinarja. Čast nam je, da je danes prisotna direktorica Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane, zgodovinarka dr. Andreja Valic-Zver. Tudi vam, gospa dr. Zver, velja naš prisrčen pozdrav. Prepričan sem, da bomo od vas izvedeli tudi nekaj zanimivega o namenu in izzivih Študijskega centra za narodno spravo. Pozdravljamo med nami tudi generalnega konzula Republike Slovenije, gospoda Milana Predana. So prireditelja niza prireditev sta poleg Mohove Celovec že omenjeni Študijski center za narodno spravo v Ljubljani
in Krščanska kulturna zveza v Celovcu. Kot zastopnika naše osrednje kulturne organizacije prisrčno pozdravljam podpredsednika dr. Miha Babinca in se mu zahvaljujem za dobro sodelovanje in za besede, ki nam jih bo danes namenil, saj tudi njegov pokojni oče, dr. France Babinc, doživel podobno usodo, o kateri je svoj čas pregovoril kot priča v dvorani samostana ob Petrinskem polju. Lepo pozdravljam. Mislim, da je danes tudi priložnost, da izrečemo vsem, ki so prišli po sili razmer na Koroško in so nas svojo slovensko dušo in z naravnim srcem bodrili, nam pomagali, se udejstvovali v naših slovenskih strukturah, iskreno besedo zahvale. Zahvaljujem se pevski skupini Moha in Fortuna, ki bo današnjo preditev pevsko olepšala. V skupini se občasno dobivajo angažirani kulturni delavci in delavke po raznih inštitucijah pod Mohojevo hišo in zapojejo na posameznih slavih. Hvala. Dovolite, da vas povabim že na naslednji dve prireditvi danes teden, v sredo 25.4. ob 18. uri na pudijsko diskuzijo na temo Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti. Sodelovali bodo politik in odvetnik dr. Matej Zrim, ki je bil kot tak vedno spet soočen s to tematiko, komorna pevka Renata Fink-Insko, ki je kot ščerka povojnih beguncev doraščala v Argentini, magister Lojze Dolina, profesor na slovenski gimnaziji, sin Jelke Dolina, kot pripadnik naslednje generacije, direktor Mohorjeve družbe v Celovcu dr. Karl Hren, ter urednik Mohorjeve založbe zgodovina magister Hanzi Filipič, ki bo diskuzijo moderiral. V sredo 9. maja ob 18. uri bomo še predstavili, ki je šla pri Mohorjeve založbi v Celovcu z naslovom Umik čez ljubelj, fotodokumentacija, ki osvetljuje čas prihoda 17.000 Slovencev prek Slovenske in Ljubljane na Koroško, slikami Marjana Kocmurja. Knjigo bosta s PowerPoint prezentacijo predstavila Nečak, Boštjan Kocmur in Tamila Petelinšek. Moja zahvala velja vsem, ki so omogočili razstavo, predstavitev dveh knjig in pudijsko diskuzijo. Razstava je dostopna v delavnikih vsak dan od 8. do 17. ure in bo na ogled do 9. maja 2018, možen tudi voden skupinski ogled razstave. Hvala tudi vsem medijem, ki so o tej zanimivi razstavi že poročali in bodo še poročali o celotnem nizu prireditev. Spoštovani obiskovalci današnje razstave, še živijo pričevalci takratnih vozov in zaličevanj. Naša generacija in naša mladina se vse bolj zanimata za polpreteklo zgodovino, kaj se dejansko dogajalo. Zgodovinarji in pedagogi se po šolah odpirajo tej tematiki iz raznih zornih kotov. Publicistične izdaje, dokumentarni filmi, razstave, pričevanja in novi mediji so garant, da ta del naše krute zgodovine ne bo šel v pozabo. Naj pripomore k objektivnemu pogledu na našo zgodovino. Hvala za pozornost. V imenu Krščanske kulturne zveze kot soprirediteljice pozdravljamo vse navzoče. Leto 2018 je v Avstriji posebno leto spominjanja, v katerem se vrstijo obletnice kot 1918, 1938, 1968 let, ki so odločilno vplivala na razvoj države in usodo njenih prebivalk in prebivalcev. Na koroške Slovence sta gotovo merodajno vplivali prvi dve letnici, saj sta leti 1918 in 1938 močno posegli v slovensko življenje na Koroškem. Pa dodajmo še aprilske dneve leta 1941 z napadom na Jugoslavijo,
16.4.1941 so prejele šolske sestre v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu ukaz, da morajo do 19. aprila izprazniti hišo v Šentpetru. Te dni se spominjamo leta 1943 in poglavljenih žrtev iz sel in okolice. Danes pri spominjanju iz zgodovinske distance seveda pogledamo na odločanje in odločitve v zgodovinske dogodke vpletenih osebnosti, seveda pa to gre le s primernim razumevanjem za to, da je z današnjim vedenjem in gledanjem na povezanost dogajanja, istočasnost dogodkov in širšo dimenzijo, to ali drugo mogoče drugače razumeti, vendar le s pogledom v prihodnost, saj preteklosti ne moremo spremeniti. Kvečemu se iz zgodovine morda lahko kaj naučili. V letu 1938 in času druge svetovne vojne je zunanji vpliv nacionalsocialistične družbe na Koroškem tako močan, da je slovenščini kot jeziku in njenim govorkam in govorcem namenjeno izginotje, pregon in uničenje. A ne samo na Koroškem. Ves slovenski prostor je pred to odločitvijo, kako skrbeti za preživetje lastnega naroda in jezika. Slovenci na Primorskem pod fašistično oblastjo, od okupatorjev razkosana Slovenija prav tako, razkosana in razcepljena še navznoter med vojno in, kot bomo danes tudi še slišali, tudi po njej. Še živijo priče časa in nam lahko pripovedujejo o tem krutem dogajanju. Oral history, ustno pričevanje o zgodovini, je pomemben del spominjanja. Zato so projekti ohranjanja virov še kako pomembni. Naj spomnim le na bogati vir pripovedovanj v seriji Tako smo živeli z življenjepisi koroških Slovenk in Slovencev ali serijo pričevanja Jožeta Možine na slovenski radioteleviziji. Pomembno je, da se zgodbe prič časa ohranjajo in k temu prispevata tudi nocojšnja odprtje razstave in predstavitev knjige Skozi čas preizkušenj. Hvala lepa. Spoštovane gospe, dragi gospodje, dragi visoki gostje, dragi prijateljice in prijatelji, lep pozdrav v imenu Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane. Verjetno veste, da je to institucija, ki je bila ustanovljena leta 2008, ustanovila jo je tedanja slovenska vlada, z namenom, da pripomoremo k bolj skladnemu civilizacijskemu razvoju slovenskega naroda, da se ukvarjamo z totalitarizmi, vsemi tremi, ki so prizadeli slovensko ozemlje v 20. stoletju. To pa so bili, kot vemo, fašizem, nacionalni socializem in komunizem. In tako se lotevamo različnih dejavnosti, tako znanstveno-raziskovalnih, kot tudi tistih, ko predstavljamo svoje izsledke širši publiki v obliki različnih posvetov, mednarodnih dejavnosti, razstav, kot je ta današnja, različnih publikacij, tudi dvojezičnih oziroma večjezičnih. Zelo smo odprti v mednarodni prostor, povezujemo se s podobnimi institucijami v drugih državah. Skratka, 10 let delujemo in v tem času smo izdali 25 publikacij, zaorali ledino v slovenski in mednarodni prostor in upam, da bomo uspešno orali to zemljo še naprej. Mogoče veste, da na začetku nismo bili ravno dobrodošlo sprejeti, ker so nekateri rekli, zlasti na teh tako imenovanih družbenih omrežjih, pustimo že enkrat to zgodovino, dajmo se ukvarjati s prihodnostjo. Ampak mi mislimo drugače, kot je dejal dr. Vrbinc, pa tudi gospod Kelih pred njim, mlade kljub vsemu ta tematika zanima, čeprav včasih mislimo, da ne.
Ampak temu ni tako. Mi srečujemo mnogo mladih, ki želijo poznati svoje korenine, želijo tudi vedeti, katere napake so delali njihovi predniki, da jih sami ne bodo ponavljali. Zato pravzaprav gre, da mlada generacija spozna, kaj se dogaja v preteklosti, da se zavejo, da demokracija, ki jo v tem trenutku živimo, kakršnakoli že je, se imamo veliko zapovedati čez njo, ampak vendarle, živimo neko demokracijo, ki se nam lahko že jutri spet sesuje. Da demokracija ni dana enkrat za vselej in da se je potrebno za njo, za njeno poglobitev in utrditev vedno znova in znova procederati. In to počnemo na različne načine. Zelo hvaležna sem vsem vam, ki ste danes prišli. Hvaležna seveda Mohorjevi iz Celovca, hvaležna Koroški krščanski kulturni zvezi, hvaležna vsem družini Dolinar za podporo, za pomoč. Hvaležna avtoricama publikacije in razstave dr. Piškoričevi in gospe Neži Strajnar, ki žal danes ne more biti z nami, ker bo vsak čas rodila in seveda jo tudi vsi skupaj lepo pozdravljamo. In seveda predvsem in na prvem mestu hvaležna moji dragi Jelki, če lahko tako rečem. Ker v teh letih, odkar jo poznam, sva postali res že pravi prijateljici. Nekaj malih let naj vloči, ampak to ne igra nobene vloge v tem primeru. Jaz sem se srečala z gospo Jelko leta 2009, ko sem dobila v roke njeno knjigo Brazden mojega življenja. In ko sem jaz to knjigo brala, je name naredila zelo globok vtis. Tako da sem si že takrat predstavljala eno izjemno močno žensko, duhovno, duševno, če hočete tudi telesno močno žensko, da je izdržala vse te grozote. In res, ko so se srečali, ko je prišla v študijski center istega leta, je podala eno izjemno pričevanje, o tem smo danes že slišali, tako imenovani ustni viri, ustna pričevanja so izredno pomemben vir ravno za totalitarizme, ki jih proučujemo. Zato, ker iz tega časa pač nekih silnih pisnih virov žal ni. Jih ni zato, ker pač ljudje takrat niso pisali, so imeli druge stvari, so morali preživeti, to je bilo najpomembnejše. Potem pa tudi zato, ker iz tistega časa se viri dostikrat, bom rekla po domače, kar skrivajo na tak ali drugačen način in mnogo virov je še nedostopnih iz takih ali drugačnih razlogov ali pa so bili uničeni. To je primer, jugoslovanski viri oziroma slovenski viri tajne politične policije so bili konec 80-ih let, po začetku 90-ih let večinoma uničeni. Zato so ta ustna pričevanja, kot je pričevanje gospe Jelke, res zelo pomembna. In mi na študijskem centru imamo približno 400 oziroma še več pričevanj zbranih. Ljudje povejo svojo zgodbo samo zato, da se olajšajo svojo dušo. Pridejo sorodniki, želijo povedati zgodbo svojih bab, svojih dedkov. Ali pa pridejo ljudje in želijo zgodbo povedati zato, da gre zgodba v javnost, da jo slišijo mladi. To je bilo zgodbo gospe Jelke. In od takrat naprej smo se mi dostikrat srečali, postali smo prijatelji in gospa Jelka je tudi pristala, da gremo v projekt, ki ga je podprl tudi urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar se jim seveda tudi tako zahvaljujem. To je ta razstava, to je publikacija, ki jo imate pred sabo. In gospa Jelka je prišla na otvoritev razstave v novembru lanskega leta. To razstavo smo odprli v prostoru študijskega centra v Ljubljani, na Tivolski cesti, v centru Ljubljane in smo jo posvetili dnevu, mednarodnemu dnevu človekovih pravic, to je pa 10. december. In zelo vesela sem, da zdaj ta razstava tukaj v Celovcu in upam, da jo bo prišlo pogledati čim več mladih, da bo potovala še kam, se že dogovarjamo naprej. In še enkrat hvala, da ste prišli. Želim vam
vse dobro, en lep večer in veliko uspeha tudi za naprej. Hvala lepa. Moja mama bi bila zelo rada danes pred vami, zelo se je veselila tega dogodka, vendar nažalost je pred nekaj dnevi padla in si je zlomila rebro, tako da leži v bolnici, vendar je pa polna energije in je rekla, da bi najraje šla z mano iz bolnice v Celovec, zdaj pred 2 urama sem bil še v špitalu, seveda to ni možno, vas vse najlepše pozdravlja in vam želi vse dobro. Zaczną piecice pić i trawy zeleny. Lepo je polit na svet, zaczną żarnice pić, pszenica rumeny. Lepo je jesień na svet, zaczną rzeczliczki pić, grozniczek pazoli. Lepo je pozim na svet, zaczną predice pit, kolorate valtit. Da ste prišli v tako velikem številu in da vas zanima ta razstava in publikacija. Kot je dr. Andreja Valic-Zver že povedala, z gospod Jelko Mrak-Dolinar smo se vsi na Študijskem centru za narodno spravo prvič srečali v letu 2005, ko je izdala svoje spomine in takrat smo posneli tudi eno pričevanje njeno. In takrat je počasi začela zoreti ideja in želja, da bi nekako tudi mi prispevali k temu, da obeležimo njeno zgodbo. In to nam je uspelo v lanskem letu. Konec leta 2016 smo se pojavili na razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in smo bili uspešni na tem razpisu, tako da smo se lotili projekta razstave in publikacije. Na začetku je bil to mišljen kot nek razstavni katalog, ampak v bistvu, ko sva sodelavko Nežo Strajnar iskale še dodatno arhivsko in slikovno gradivo, je bilo tega zbranega materiala toliko, da smo se odločili izdati kar eno manjšo znanstveno publikacijo. Pri gradivu, predvsem slikovnem gradivu, sta nama zelo pomagala tudi magister Agrosnovinar in Jelko Mrak-Dolinar, ki sta posredovala veliko slikovnega gradiva, za kar se jih najlepše zahvaljujem. No in konec lanskega leta je bilo odprtje razstave v prostorih Študijskega centra za narodno spravo. Razstava je dvojezična, prav tako kot publikacija. To smo pa naredili s tem namenom, da bi obe spravili v čim širši krog tudi med Slovence v zamejstvu in v svetu. Zgodbo gospe Mrak-Dolinar smo pa želeli skozi posebno izkušnjo prikazati tiste turbulentne čase med drugo svetovno vojno in po koncu druge svetovne vojne in kakšne so bile posledice za enega navadnega človeka. Razstava je oblikovana na 14 panojih, ki si jih boste lahko potem kasneje ogledali in sledi v bistvu zasnovi knjige. Zdaj pa, če majčkano predstavimo na kratko to zgodbo.
V bistvu se je družina Mrak srečala že z fašističnim nasiljem na Primorskem. Oče Dmitrij in mama Krista sta bila doma z Primorskega in sta se leta 1923 po poroki umaknila pred fašističnim nasiljem v Kranjsko Goro. Tam sta se rodili Krista in Jelka leta 24 in 25. Očeta je potem službeno pot zanesla v Ljutomer, v Ormož in celo v Skopje, kjer so se srečali pa še nacisti aprila 1941, ko so nacisti zasedli Jugoslavijo, je Viktorju Mraku prenehalo delovno razmerje in družina se je potem vrnila v Ljubljano, kjer si je skušala urediti življenje v okupirani Ljubljani. Seveda so pripadali bolj konzervativnemu političnemu polu in so se aktivno vključili v versko življenje, kar pa je v letih po vojni močno vplivalo na njihovo usodo. Prva izkušnja s partizani, ki je močno zaznamovala gospo Jelko, se je zgodila ob obisku sorodnikov na Tolminskem. Jelko in njeno mamo so namreč aretirali partizani in jo zaprli v tisto hišico, ki jo vidite spodaj na sliki, in ta dogodek jo je zelo zaznamoval in v njej tudi še večji odpor do komunizma. Zanimivo pa je to, da je ta dogodek prikazan tudi v pismu Franca Janka, ki je bil v partizanih in ki je opisal ta dogodek. Seveda pa jo je najbolj zaznamoval konec druge svetovne vojne. 6. maja sta si Jelka in Krista odločili, da se vkrcata na vagone z zdravniki in z ranjenci. Dodeljeni sta bili za spremstvo kot pomočnici ranjencem. Tudi njuni starši so bili na tem transportu, ampak so bili v vlaku s civilisti in oče jih je prišel prositi, naj se jim pridružita v vagonu s civilisti, ampak tega nista želeli storiti, sta rekli, da boste spremljali ranjence. Žal je ta vlak z ranjenci prispel le do železniške postaje Lesce, kjer so jih zasedli partizani. V bistvu vlak se tam ustavil in ljudje so vedeli, kaj se bo zgodilo, tako da so mnogi zapustili vlak. Medtem, ko sta se pa Jelka in Krista pogumno odločili, da boste ostali na vlaku in da ne boste zapustili ranjencev. Tu je en majhen odlomek iz pričevanja, ki ga je posnel Jože Medina, v katerem je Jelka opisala. Vedeli so, da lahko grejo v smrt, ampak so se zavestno odločili, da bodo ostali in da bodo spremljali ljudi, ki so na Sloveniji stavili. Partizani so potem zasedli vlak 9. maja in so ga vrnili v Ljubljano. Nekje od 13. do 16. maja so prispeli v vojaško bolnišnico na Moste, od tam pa so jih 19. maja odpeljali v taborišče v Šentvidu. To je bilo eno od največjih koncentracijskih taborišč Ozne in je bilo stalo po zelo krutem ravnanju z interniranci. Seveda so vse prišleke v taborišče temeljito pregledali in oduzeli vse premoženje. Razmere so bile zelo krute, hrana zelo slaba, izpostavljeni so bili tako fizičnemu kot psihičnemu nasilju in večina domobrancev, ki se je nahajala v tem taborišču, je bila odpeljana na morišča. Jelka in Krista sta obe opisovali, kako sta spremljali, kako se je dvorišče v Šentvidu čedalje bolj poraznilo. In 8. julija so odpeljali tudi njih s drugim zapornicam v sodne zapore v Šentvidu. Tu so jih ponovno spremljale zelo slabe razmere, v sobah je bilo veliko jekljic, hrana je bila zelo bolna, v bistvu so stradale, higienske razmere so bile ekstremno slabe, tam se je razvil ekcem, za katerem sta bolekali tudi vsa naslednja leta. Predvsem pa so bila kruta nenehna zasičevanja tudi nočna.
Iz dokumentov seveda lahko vidimo, da je bil to politično motiviran proces. Tudi obtožnice nista prejeli in obsojeni sta bili iz ideoloških razlogov. V tem kratkem odlomku so podatki, ki jih je hranila Ozna in v njih lahko preberemo, da naj bi bila sovražnica narodno-osvobodilnega gibanja, da je podpirala izdajalce in da se pravi, da gre za ideološke razloge. No in Jelka in Krista sta bile na tem procesu najprej obsojeni na 6 let odvzema svobode s prisilnim delom in 4 leta izgube političnih pravic. Na to sodbo sta se pritožili tudi zaradi tega, ker nista prejeli obtožnice in dejansko je bila sodba razveljavljena novembra 1945, ampak ponovitev sojenja, ko je sledilo, je pokazalo, da imata še manj možnosti. Sodišče ni upoštevalo nobenih dokazov oziroma to, da so bili dokazi pomanjkljivi in obsojeni sta bili najvišjo kazen, 12 let odvzema svobode s prisilnim delom in 6 let izgube političnih pravic. Njuna pot se je potem nadaljevala v kazensko-obveščevalnem zavodu Begunje, kamor so jo odpeljali 19. maja 1946. V Begunjah je bil seveda že v času druge svetovne vojne zloglasni gestapovski zapor in že v avstro-ogrskih časih ženska kazninica. No, tu so pristale tudi politične zapornice po koncu druge svetovne vojne. Čeprav so bile tu še vedno slabe razmere, so bile boljše kot v sodnih zaporih v Ljubljani. Seveda pa so bile sobe še vedno napolnjene, pozimi je bil mraz, zaradi česar so mnoge letnice zbolele, slaba hrana je bila, ampak vsaj tukaj so lahko prejemale prve obiske in prve pakete s priboljški s hrano. Jelka in Krista sta dobili obiske gospe Gabrovšek, Kramarjeve mame po domače, ki se je izdajala za njeno eto, drugače in odbogati. In ona jima je prinašala tisto malo priboljško, da sta bili deležni tudi. Seveda so morale v zaporu tudi delati in delo je jim bilo preuzgojno. Nalogo Jelka je bila dodeljena v šivalnico, Krista pa na delo na prostem. Imeli pa sta hude zdravstvene težave, predvsem ekcem je bil tisti, ki ima je povzročil težave in izpuščaje na roke, zaradi česar sta tudi težko delali. Spominjate se pa, da so jima druge sojetnice veliko pomagale. Pomagale so jim tudi s tem, da so jim umivale, da so jim okrelezovale roke. So si pa sojetnice tudi drugače lajšale težave in se dobile, ki je uspelo v teh zaporniških časih obdržati eno majhno spominsko knjigo, kamor so jim sojetnice pisale spodbudne misli ali kaj narisale in eno stran iz te spominske knjige, vidite tu spodaj, uspelo je obdržati skozi vsa zaporniška leta. No, v Begunjah sta bili tudi deloma pomiloščeni, in sicerno je bila prvotna kazen 12 let znižana na 6 let, odvzema poskusni s posebnim delom, kazen izgube političnih pravic preostala nespremenjena. Naslednjo leto ste zapustili Begunje, v bistvu so zapor v Begunjah silili, ker so se bali prebegov zaradi bližine avstrijske meje. Za nov ženski zapor so preuredili grad Reichenburg, tu je bil potem kazensko-poboljševalni dom. Sem so jih preselili zapornice iz Begunj v noči iz 29. na 30. juni 1948. Seveda je bila to spet ena traumatična izkušnja za zapornice, selili so jih v vagonih po noči, niso videle, kam grejo. Potem, ko so prišle v Brestanico, torej v kraju Slidra, Reichenburg, so morale v bistvu skoraj teči v hrib na grad, kjer je bil zaporov spremljavi, budno spremljavi paznic. Paznice so bile seveda zelo samovoljne.
Ponovno so morale v zaporu delati in ponovno je bilo to prevzgojni element. Jelka je bila dodeljena v šivalnico, Krista pa je morala upravljati težaška dela in to kljub temu, da so v karakteristiki, ki jo vidi gospode, zapisali, da imata obe ekcem in da zdravila ne pomagajo, kljub temu so zapisali, da sta sposobni celo za težaško delo. Zaporniški vsakdan je bil zelo težek. Vstajali so zgodaj, treba je bilo delati, bil je zelo strog hišni red in če so ga prekršili, so bili deležni kazni. Najhujša kazen je bila seveda samica, tam so bili podvrženi tudi pisanju življenjepisov, s tem ne bi pokazali, da so se nekako pokazali. Drugače pa se je med zapornicam še vedno nadaljevala solidarnost, ker pa so prišle tudi nepolitične obsojenke, kajti to je postal edini ženski zapor v republiki, so se začela tudi nasprotja kazati med zapornicami in to je vodstvo zapora seveda izrabljalo je nepolitične obsojenke, da so nadzirale politične obsojenke, poleg tega je pa izrabljalo tudi solidarnost in zaupanje med zapornicami in jih ščuvalo med sabo. Iz Reichenburga sta bile Jelka in Krista skupaj z drugimi zapornicami, da ne bi šlo okoli 350 do 400, bile premeščene septembra 1949 na delo na cesti bratstva in enotnosti. To je bila pa v bistvu najhujša izkušnja, ki so jo Jelka spominjala. Čeprav imajo nekateri na območju bivše Jugoslavije cesto bratstva in enotnosti v spominu po delovnih brigadah, je bilo tu delo mišljeno razkazano. Odšle so v Slavonijo, kjer je bil odprt ta prvi odsek ceste bratstva in enotnosti. Tu so bile zelo slabe razmere, bil je močviren teren, tam so imele svoje barake, ki so bile komajda vredne za bivanje, bile so zelo pretišne, mrzle, bile so deležne tudi slabe prehrane, ni bilo pitne vode, zaradi česar so bile pogoste bolezni in seveda bile so izpostavljene težaškemu delu. Cesta je potekala tudi na tem močvirnem terenu in zapornice so morale lomiti kamenje, utrjevati cesto, nositi gradbeni materiali z vagonov na delovišča, kar je opisano na kratko tudi v tem odlomku iz knjige Brazde mojega življenja, ko je Jelka opisala, kakšen je bil ta občutek, ko je 50 kg težka vreča priletela na hrbet in je v bistvu skoraj zlomila. Seveda je na njih vplivalo tudi vodstvo taborišča, predvsem pa zelo okrutno vedenje komandantke taborišča, nekdanje partizanke, ki se je v bistvu izživljala nad njimi. V teh slabih razmerah je Jelka zbolela najprej za krvavo križo, potem še za tifusom, kar je bilo izredno hudo in ko je v bistvu ozdravila, je bila še toliko slaba, da so jo sojetnice še nekaj časa skrivale, da je ni bilo treba delati. Skrile so v bistvu, zakopale so jo med vreče, zjutraj, ko so prišli na delovišče in potem išla popoldne nazaj z njimi. Ker se je vodstvo taborišča tako okrutno vedlo do njih, je v bistvu prišlo celo do upora jetnic, ki so se postavile zase in niso pa tudi več prinašati takega obnašanja. To težaško delo za njih se je končalo junija 1950, ko je bil odsek ceste v Slavoniji dokončan in potem so jih vrnili nazaj v Reichenburg, kjer so morali opravljati ista dela kot pred odhodom. No, ko sta prišli leta 50 nazaj, sta ponovno napisali prošnjo za pomilostitev. Zaradi tega sta bili spet podvrženi zasliševanju in pisanju življenjepisov v samici. V okoli 29. novembra za prazni dan Republike je bila najava, da so v večji meri bili deležni pomilostitev
zaporniki in tu sta čakali tudi sestri Mrak in sta gledali druge zapornice, kako so odhajale in končno sta 28. decembra tudi sami dočakali pomilostitev. 2. januarja 1951 pa sta bili potem izpuščeni. Takrat, ko sta bili izpuščeni, sta se dejansko spet zavedli, da sta sami. Starši so namreč po vojni uspeli oditi v špital, so tudi poizvedovali preko Rdečega križa po njiju, ampak niso dobili nobenih informacij. Potem, ko sta bili izpuščeni, pa sta se Jelka in Krista v bistvu najprej obrnili k družini Gabrovšek, ki je spodaj na sliki. Gospa Gabrovšek je seveda vsa leta v zaporu obiskovala in jim prinašala pakete in odšli sta v Ljubljano, v polje, kjer so živeli in tam sta ostali nekaj dni. Sta se pa morali javljati na policiji redno vsak dan in to je ta spodnji dokument, ki ga vidite številkami. Iz Ljubljane sta potem odšle v Modrejce na Primorsko, kjer sta imele sorodnike. Tam sta ostali pol leta približno. Seveda je bilo življenje težko, ker niste imeli političnih pravic, se pravi, da niste bili deležni nobenih ugodnosti pri prehrani, niste bili deležni tudi zdravstvene oskrbe, sta pa še vedno dolgo lehali za ekcemami. No, potem sta se napotili nazaj v Ljubljano. Krista je v Ljubljani dobila službo, pri tem je pomagala prav gospa Gabrovšek. Medtem, ko je Jelka se preživljala tako, da je opravljala razne ročna dela, so ji pa znanci omogočili, da je med tem obiskovala tudi tečaj angleščine. Poskušala je tudi priti do zdravstvene oskrbe zaradi ekcema, ki je bila potem končno zavrnjena ravno zaradi tega, ker ni imela političnih pravic. No, že ko je bila v Modrejcih, je tako na svetu nekega znanca starih staršev napisala prošnjo za potni list, da bi lahko obiskala starše v špitalu. In v letu 52 so jo nenadoma poklicali na Slavijo, seveda se je zbala, kaj to pomeni, ali bojo ponovno zaprli, ampak presenečena je ugotovila, da je bila odobrena prošnja za potni list in dobila je možnost odhoda v špital in tu v tem obdobju vidimo, kako čustveno je bilo to srečanje, ko je po tolikih letih spet lahko srečala starše. Seveda se je bala celo pot, dokler ni prišla v Avstrijo, da je vse skupaj potegavščina, da jo bojo spet poslali nazaj v zapor, ampak srečno je prispela v špital, uspela je najti starše in sledilo je veselo srečanje. Jelka je mislila, da bo tu ostala le na obisku, ampak uspela je dobiti status begunca in je tu ostala. V bistvu se je v Avstriji uredila novo življenje, postala je kmalu vodja slovenskega vrtca v taborišču v špitalu. V špitalu je spoznala tudi svojega bodočega moža, ki je imel prostor poleg vrtca. Leta 1954 se je poročila in si tu ustvarila družino. Seveda so pogrešali Kristo. Krista na začetku ni dobila dovoljenja za obisk, kasneje je lahko prišla, ampak se je potem vrnila nazaj v Ljubljano. Popravo krivic pa je prinesla šele osamosvojitev Slovenije. Ta dokument se žal slabo vidi, ampak v 90-ih letih sta se Jelka in Krista borili, da sta dosegli tako razveljavitev sodbe zase kot za svojega očeta Viktorja Mraka. Predvsem Krista je bila tista, ki je zbirala dokumente in je bila zelo aktivna pri tem delu. Velikodušno je pomagala tudi drugim, ki so se borili za popravo krivic. Dobili sta tudi status žrtve in objavili sta prvič svoje spomine najprej v Novi slovenski zavezi skupaj, potem pa je Jelka svoje spomine izdala tudi v knjigi Brazde moje življenje leta 2009,
s katerimi je v bistvu pokazala na to hudo trpljenje, ki ga je bilo deležno predvsem v tem povojnem času. In to njeno zgodbo smo skušali predstaviti tudi v publikaciji in v razstavi. Tako da zdaj je to na kratko iz moje strani. Če ima kdo še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Če pa ni vprašanj, pa pa mogoče vabim, da si skupaj ogledamo razstavo, pa mogoče tam v takem bolj sproščenem pogovoru še kaj rečemo. Kjer so predstavljene te letnice, ki so jo najbolj zaznamovale. V bistvu je na razstavi dosti več slikovnega gradiva kot v publikaciji. Teksta je pa bolj malo, ravno toliko, da se lahko eno sliko ustvarite. Tukaj pa samo v uvodu povedano, da se seveda bili deležni nasilja vseh treh totalitarizmov. In potem naslednji podrog govorim o vojni izkušnji družine Mrak, najprej s fašizmom, s nacizmom in potem s komunizmom. To je v bistvu opisuje predvojno in medvojno dogajanje. Do takrat, ko sta bila Jelka in njena mama zaprti na Šentviški gori, ko so jo zaprli partizani. Lahko tukaj sem nekaj dodal, da bo jasno, zakaj je deda sploh šel z Primorske. On je bil pripadnik tigrovskega gibanja, ki je bilo v bistvu prvo antifašistično gibanje. In njega so priganjali fašisti, zato se je umaknil na Kranjsko. Na Kranjskem so pa vsi ti v bistvu Primorci dobili dobre službe. On je bil finančni uradnik in je skupaj z nekim Bizjakom iz Kranjske gore organiziral, da je prišel ta tigrovski tisk, ki so ga tiskali na Jesenicah preko hribov nazaj na Primorsko. No in zato je on ustal na Kranjskem in je bil, v bistvu je imel tudi tako dobro službo in neke vrste tudi privilegije. No in potem je pa čas, ki jih je najbolj zaznamoval, konec druge svetovne vojne, ko so se poskušali umakniti z ostalimi begunci v Avstrijo, staršama je to uspelo, Jelki in Kristi, kot smo slišali, ne. Njuna usoda se je potem nadaljevala v taborišču v Šentvidu nad Ljubljano, kjer so bili zaprti tudi domobranci. Tu so bil v bistvu, je bilo bivanje za njiju zelo traumatično, ker niste vedeli, kaj jih čaka, vedeli pa so, da domobrance peljajo na morišča. No, njiju so potem odpeljali v sodne zapore v Ljubljani. Prav za to obdobje povojno je seveda najmanj fotografij, na katerih bi bile tudi Jelka in Krista. Z Nežo sva to skušala nadomestiti z nekimi splošnimi fotografijami, ki prikazujejo recimo Škofove zavode ali pa notranjost sodne dvorane in sodne zapore, ter z drugimi dokumenti, ker enostavno pač fotografiji njiju, ker sta bili zaprti njih. Tu so predstavljeni tudi dokumenti, kjer si lahko preberete in kazensko prijavo, ki jo je podpisal Mitja Ribičič, in potem prošnjo za prejem obtožnice, ki jo niste dobili, in na koncu še sodbo, kjer je opisano, česa naj bi bili krivi. Potem se pa nadaljujejo ta leta, ki so bila preživeta v zaporu. Tukaj sva pa probali tudi malo več slik dodati iz
spominske knjižice, ki jo je gospa Jelka ohranila, zaradi tega, ker je zelo zanimivo in zapisi, ki jo bodrijo in slikovno gradivo. Predstavljene so pa tudi tako zapor v Begunjah, kot zapor v Reichenburgu, na kratko njena zgodovina in kakšne so bile razmere za zapornice, ter seveda tisti dokumenti, ki so jih spremljali. Na Reichenburgu so seveda morali tudi poslušati razne prevzgojne oddaje, gledati filme za prevzgojo, tudi take poslikave so bile potem na stenah. To sta pa gospod in gospa Gabrovšek. Gospa Gabrovšek, kot sem rekla, ju je vsaka leta obiskovala. Zdaj za Jelka, če dovolite, samo da dopolnim, če dovolite, skupaj na Reichenburgu s Jelko je zaprta tudi Angela Vode. Angela Vode, ki jo poznate kot predvojno komunistko, žensko, ki se je zauzemala za pravice žensk, skratka je taka napredna učiteljica, ampak ko je seveda izrazila nasprotovanje sklenitvi pakta Hitler-Stalin oziroma pakta med Hitlerjevo Nemčijo in Stalinovo Sovjetsko zvezo, je padla v nemilost pri partijski vrhuški in seveda bila zaprta od nacistov in potem po vojni bila obsojena na tistem znamenitem Nagodetovem procesu leta 1947 skupaj s Črtomirjem Nagodetom, Ljubom Sircem, Franjem Sircem in še drugimi in trpela potem v zaporih v Reichenburgu, čeprav seveda Jelka vedno pravi, da se niso predosti razumele, ker je prihajala z nasprotnega političnega pola. Ampak seveda trpljenje je trpljenje. Vemo, da je bila Angela Vode kasneje do svoje smrti ne oseba, ni obstajala. Hvala Bogu je napisala knjigo s pomočjo gospe Alenke Puhar, je ta knjiga išla kot skriti spomin Angele Vode. Morda bi tukaj še dodala, da na Študijskem centru za narodno spravo smo se posebej ukvarjali tudi z ženskami v totalitarizmih in seveda ugotavljamo, da recimo so ženske predstavljale en velik delež etnic po drugi svetovni vojni. In gospa Puharjeva delala primerjalno analizo v demokratičnih državah, je število ženskih etnic bilo nekje od 6 do 8%, v komunistični Jugoslaviji bilo to število več kot 25% žensk med zaporniki. Zdaj, žal Bog, kot sem že prej rekla, podatkov nam manjka, imamo nekaj zaporniških knjig, ampak zgolj samo nekaj, tako da lahko približno, ampak zgolj samo približno ocenjujemo to število političnih zapornikov. Dr. Nikola Milko, prvi direktor Študijskega centra, se je s tem posebej ukvarjal in je ugotovil zaenkrat 25.000 ljudi po drugi svetovni vojni, ki so bili na tak ali drugačen način ujeti v kolesje te politične policije in zaporov. Mnogi tudi brez sodbe. Ravno to, kakšne podatke lahko dobimo iz pričevanja vidno v naslednjem panoju, to o cesti bratstva in enotnosti iz uradnih dokumentov ne bi kaj dosti izvedeli. V bistvu vse, kar vemo, kako so zapornice trpele tam in kakšno težaško delo je bilo, zvemo v bistvu samo iz pričevanj. Tudi ni nekega slikovnega gradiva, niti ni arhivskih virov. Vse, kar smo našli, je bilo v bistvu iz te spominske knjižice. Tudi na Hrvaškem niste našli? Na Hrvaškem, kaj? Ne, na Hrvaško nismo šli. Imam pa namen obiskati arhiv v Beogradu, pa bom videla, če se na tistem nivoju kaj najde.